Jernej Javornik, čestitke za novo zmago na klopi Rudarja. Danes je bila težka tekma na koncu, minimalna zmaga, ampak krvavo potrebna. Tekma je bila zelo težka za nas. Gorica se je prikazala v luči, ki smo pač pričakovali takšno Gorico. Mi smo imeli probleme na začetku, nismo šli dobro v tekmo, ampak kvaliteta je tudi ekipe, če slabo odigra tekma in jo na koncu dobi. Zaenkrat vam gre dobro, pravzaprav dobivate tiste tekme, ki bi jih na papirju recimo tako morali dobivati, in to je seveda razlog, da ste v tem trenutku prišli celo do 6. mesta. Sigurno, te tekme so najtežje. V bistvu ta tekma, jaz vem, da igralci lahko bolje odigrajo, ampak ta tekma je velik psihološki moment, ne. Še posebej, ko igraš na domačem terenu, in to se je danes videlo, ampak vsem bi fantom čestital za zmago, za dobro igro, v bistvu dobro igro, za borbeno igro, ampak mislim, da lahko odigramo tudi bolje. Pred nekaj trenutki je Aleš Jeseničnik dejal, da je nekako mu všeč ta vaš način igre, da gojite napadalni nogomet, in seveda to je tudi njemu v prid, nekako potem napada po bočnih položajih. Pa dobro, ne, napadalni nogomet. Mi igramo napadalni nogomet, ampak danes tisti, ko je gledal tekmo, mogoče nismo igrali glih napadalno, in to z enega razloga, ker je bil nasprotnik dober. Ampak jaz mislim, da je tako faza napada, faza obrambe so izenačene, ne. To se pravi, vsi napadamo, vsi se branimo, in v bistvu je najpomembnejše, da so ostale 3 točke pri nas. Imamo še veliko dela, odpravljali bomo napake in seveda bomo poskušali napadalno igrati. Aleš, čestitke za zmago, vašo oceno tekme danes, prosim. Najprej hvala za čestitke. Tekma kot tekma, ena zelo pomembnih, kajti tukaj so bile točke dvojno merilo, zato ker nekako se odločuje, katera ekipa se bo borila za zgornji del, katera za spodnji del. Mi smo na srečo to tekmo dobili, čeprav nismo nekako dobro štartali v tekmo, ampak na koncu šteje ta zadetek in 3 točke, ki so ostale doma. V končni fazi ste lahko zadovoljni tudi z vašo igro danes, precej strelov, tudi tista asistenca, ki je na koncu prinesla 3 točke. Ja, nekako s prihodom novega trenerja smo začeli gojiti to pas igro oziroma z veliko ofenzivnih akcij. To se nekako sedaj v tem spomladanskem delu nekako nam obrestuje in se pravim, čestitam soigralcem, strokovnemu vodstvu za te 3 točke. Danes ste prišli do 6. mesta, na začetku pomladanskega dela vam je kazalo slabo, greste sedaj še naprej proti 5., morda tudi 4. mestu? Seveda, mi se nekako ne bomo ustavljali, kajti nekako je še cela četrtina pred nami, imamo še 5 tekem doma, veliko točke še v igri in mi se nadejamo, da jih osvojimo čim več. Gospod Srebrnič, poraz danes v Velenju, kako ste vi doživeli tole tekmo, ki morda ni bila najbolj všečna za malo številno občinstvo? Všečna, mislim, da z naše strani smo igrali dobro. Imeli smo dosti priložnosti, več kot toliko šans, ko smo se tle ustvarili, niti ne bi mogel pričakovati. Vendar gola nismo dali, kar je bistveno. In domačin je zabil, tako da je zmagal. Zdaj, če je zasluženo, očitno je, oni so ga dali. Imeli smo igro, vendar očitno je bilo to premalo za nekaj več danes. To je bil neposreden dvoboj za 6. mesto, ki ste ga v tem trenutku izgubili, sedaj vas čakajo še 3 zaporedna tekma v gosteh, torej težak razpored. Ja, težak razpored, sigurno ni lahko. Zdaj gremo v Maribor, treba ta tekmo bo treba pozabiti in iti naprej. Mislim, ni še zdaleč, da bi bilo kaj odločeno. Do konca bo sigurno še je dosti tekem in dosti borbe. V vašem klubu ni ravno rožnata situacija, kako motivirate svoje fante, da se pripravijo za borbo? Glejte, zdaj to se že ponavljam, v bistvu ne bom niti govoril več. Klub je v slabem stanju, to je dejstvo. Žal tudi rezultat zdaj nam ne gre nekako v prid, da bi bila vse to nekako boljša atmosfera.
Pač borimo se s tem, ne, kaj ćemo. Upam, da bojo fantje imeli vsaj eno zadovoljstvo, da jih kaj nagradi na igrišču, vsaj po prikazanem. Mislim, da bi si zaslužili kaj več. Ja, danes poraz v Velenju, težka tekma, kako ste vi videli vse skupaj? Ja, ena res trda tekma, mislim, da je bilo polno naboja, tudi zaradi te lestvice, ko smo vsi skupaj na pozicijah. Ja, za moje pojme nezaslužena zmaga domačih. Mislim, da je bil en remi prav realen tukaj. Smo imeli mi eno kupico priložnosti, ki jih nismo izkoristili. In zdaj bomo se pač morali boriti do konca, ne, da ostanemo med prvoligaši. Ja, sedaj še posebej težak razpored, 3 zaporedna gostovanja vas čakajo, kaj lahko tam pričakujete? Ja, zdaj imamo res 3 težka gostovanja. Mislim, da imamo 2 z temi neposrednimi konkurenti, no, našimi bolj na dnu lestvice. Ja, jaz mislim, da bi mogli vsaj ene 4 pike odnesti iz teh gostovanj, tako da bomo pol bili malo bolj v mirnih vodah, ne.